Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat ne vroče teme. V teh dneh smo priča številnim traktorjem, ki so zavzeli evropske prestolnice. Tudi v Sloveniji so nekateri traktorji zabrneli po nekaterih večjih mestih. Zakaj smo se že večkrat pogovarjali o vroči temi, zato danes bomo to temo znova odprli, kajti pomembna je. Že več kot eno leto se kmetje pogajajo s kmetijskim ministrstvom, do danes niso dosegli popolnoma nič. Lep pozdrav sedaj želimo v našem studiu mlademu kmetu Žigi Kršinarju, lepo pozdravljeni. Dobar dan. In pa direktorju Kmečkega glasa, gospodu Teožu Tavčarju, pozdravljeni. Pozdravljeni. Spoštovana gosta, mogoče najprej za uvod, ali vaju vse bolj nemirni kmeti po Evropi presenečajo, gospod Tavčar? Mene presenečajo in če se vprašamo, zakaj je do tega prišlo, mislim, da je glavni krivec za trenutno stanje Evropska komisija, ki je za svojim projektom, političnim projektom, tako imenovanim Green Deal, zapeljala zadevo v popolnoma napačne vode. In to je glavni krivec sigurno Franz Timmermans, ki se sedaj umaknil iz kmetijske politike. Njemu je ves čas pomagala von der Leyenova. Vse skupaj pa razumem kot samo, da so hoteli igrati všečno stran svojemu volilnemu telesu. Namreč to kmetijsko politiko ne bi peljali izključno v ekološko smer, ne pa v dobrobit kmetov in dobrobit prehranski varnosti Evrope. Namreč, ko so zaostrovali pogoje za kmetovanje v Evropi, so popolnoma pozabili, da je evropski trg odprt in je dostopen za vse blago iz celega sveta. Pri temu blagu, prehranskemu blagu, pa nihče ni vodil račune, na kakšen način je bil predelan. Pomeni to, doma bom delal zelo oster red, medtem ko kaj bo pa prišlo kot prehrana v Evropo, jih pa ni zanimalo. Tako da to je bil osnovni problem. Seveda je pa potem problem nastal v Nemčiji, ker vemo, da ima nemška vlada velike težave z svojim proračunom in so z tega naslova hoteli ukiniti subvencije za kmetijsko nafto, so nemški kmetje skočili. Potem so skočili takoj za njem tudi belgijski in francoski, ki pravijo, da je treba meje drugače regulirati, kar se tiče uvoza kmetijskih pridelkov, in istočasno treba je zmanjšati administracijo, ki danes obremenjuje kmete. Gospod Kršinar, spremljate proteste slovenskih kmetov do vsega začetka, tudi udeležili ste se jih v preteklosti. Vas je pri teh protestih kaj presenetilo v primerjavi z drugod po Evropi? Ja, jaz sem bil navdušen nad tem, da so te protesti potekali zelo mirno. Vemo, da ni bilo nikakršnega ogrožanja ne prometa, ne varnosti državljanov, čeprav vemo, da so potem se sprejeli nekateri ukrepi o prepovedi vožnje traktorjev po našem glavnem mestu, ki se mi zdijo totalno nesprejemljivi. Glede na to, kako so protesti mirno potekali, sem bil takrat izredno ponosen na ta protest in sem mislil, da se bo nekaj premaknil, ampak sem potihoma slutil, da se bo zgodilo to, kar se je, da si je vlada pač kupovala samo čas. Gospod Kršinar, videli smo v minulih dneh spontane proteste po slovenskih krajih, tako v Celju, Murski Soboti, na Ptuju. Niso bili nekako uglašeni na nacionalni ravni, kot smo to videli lansko pomlad. Presenečenje, ali se je mogoče prišlo do nekega razdora znotraj kmetijskih organizacij? Jaz ne bi rekel temu razdor, jaz bi rekel temu, da so se angažirali ljudje, ki so čisto navadni ljudje. Vsi vemo, da se v ozadju dogajajo določene igrice, pustimo to. Jaz sem videl ta protest, ki sicer ni bil na videz neorganiziran, ampak jaz sem mehen zadeve bolj v zadju spremljal in zadeve so bile organizirane, tudi ni prišlo do nikakršnih težav, kar je pokazalo v tem primeru, da so bile zadeve dobro speljane in so fantje na en tak lep način spet pokazali, da smo kmetje v bistvu tisti, ki smo našo lepo Slovenijo vsa ta stoletja ohranili tako, kot je, in nam jo zavida praktično cela Evropa. Gospod Tavčar, Kmečki glas ves čas spremlja te proteste po državi, pogosto poročate o njih tudi na vašem spletni strani in vaših družabnih omrežjih. Ali menite, da bi morali protesti preiti v kaj več? Trenutni protesti so bili zelo ciljni, pomeni to, da določena skupina kmetov se ne strinja z določenimi državnimi ukrepi, tako kot jaz razumem, da so se kmetje na celjskem sejmu lotili protesta z preprostega razloga, ker jih hoče
občina razlastiti in zgraditi potem vodne zadrževalnike in za to plačati minimalno odškodnino in občine pri tem ne zanima, kako bo kmet kmetoval v bodoče. En vseslovenski problem pa je seveda vpeljavo dohodnine pri direktnim izplačilom za področje z omejenimi dejavniki. Tle je en velik problem, ki se ga javnost ne zaveda. 80% vse slovenske zemlje je v tem področju, kjer je kmetovanje hendikepirano za pogoji, v katerih kmeti delajo. Zapravo 80% slovenskih kmetov bo ob ta, bi moralo ponovno plačevati davek. Je pa tle ena velika zadeva, hribovski kmetje, če en hribovski kmet ugasne, boste novega zelo težko dobili. In s tem počasi izgubljamo kontrolo nad naravo in kulturna krajina. Če še kdo reče, kaj pa je kulturna krajina? Kulturna krajina pomeni, da se v nekem prostoru izmenično izmenjujejo polja, travniki, pašniki, gozd. Če se peljete čez Nemčijo, boste lahko videli levo, desno 300 km samo ravnino in samo ena kultura ali pa dve kulturi. Pri nas so pa na majhnih površinah in to dela Slovenijo glih slikovito. In na ravnini ne bo problem z kmetijstvom, ker bo večji kmet lahko odkupil tisto kmetijo in delal naprej. V hribovskih teh področjih pa se to ne bo zgodilo, ker da bo nekdo prišel nekam v visoko gorje kmetovati, praktično je nemogoče. Prihajate iz hribovske kmetije? Ja, mi smo gorsko-višinska kmetija in v bistvu sem jaz, Katarina Ljubljano, vsem dobro poznana vas. In jaz sem edini, ki sem mlajši od 40 let in sem kmečko zavarvan na celem področju Polhograjskih Dolomitov. Potem se zavedamo, kje smo kot zabredli s kmetijsko politiko. Mladi ne vidijo več priložnosti. Meni pravijo, ti si še dober, da se ti da, več ali manj vsi so šli v službe, kmetujejo še popoldne doma ali pa dajo zemljo nekomu v najem, da to naredi, ali pa nimajo sploh več živine, samo še pokusijo to, da se ne zarašča, s tem ne predelamo nobene hrane. In izgubljamo kulturno krajino, kot je rekel gospod, nihče se ne zaveda, ko pride k nam gor, ja, tukaj je pa tako lepo. Zakaj je pa tako lepo? To se pa noben vpraša. Radi bi čim bolj gozdnato Slovenijo, radi bi samo oskrbo, radi bi imeli zveri, radi bi imeli mlade kmete, država vse nekaj obljublja, vsi bi vse radi imeli, ampak niso pa pripravljeni zaradi tega nič storiti. Vemo, da dober primer je Avstrija, če bi se zgledovali po Avstriji, kjer se tako zelo radi zgledujemo, v Avstriji kmetje ne protestirajo, jaz že nekaj časa opozarjam na to. Model iz Avstrije treba prenesti k nam, površine so praktično iste, ne moramo se pa mi primerjati z Nizozemsko. Ljudje bi nas radi primerjali z Nizozemsko. Ja, kako? Na Nizozemskem ima kmet 700 hektarov v enem kosu. Kdo ima pri nas to? Nihče. Jaz bi, če smem, samo še eno, kar ste omenili Avstrijo. Avstrija je vodilna država Evrope in sicer, kar se tiče mladih kmetov. 20% vseh kmetov je mlajših od 40 let in so na prvem mestu v Evropi. Pomeni to, da Avstrija je istočasno turistična velesila in ima bistveno boljšo stopno samooskrbo, kot jo imamo mi. In res, da ima se mi zdi narobe, ne da bi tle pogrel v zgodovino, ampak Slovenija je sigurno rak rano naredilo v kmetijstvu zemljiški maksimum 45 let po drugi svetovni vojni. Od leta 45 do 90 pravega razvoja kmetijstva ni bilo. In če pogledamo to primerjave z Bolgarijo, Romunijo, Češko, Slovaško, kjer so vso zemljo zadržali v zadržavni lasti in potem v času privatizacije so jo dali v najem in to v bistvu iz tistega komunističnega kmetijstva so prišli v totalno kapitalistično in so danes bistveno bolj samooskrbni, bistveno boljši. Mi smo sicer kmetijstva v komunizmu nismo uničili, nismo mu dali pa dihati tako, kot smo mu dali dihati v Avstriji ali pa Nemčiji. Spoštovana gosta, preden nadaljujemo s pogovorom v studio, poglejmo sedaj posnetko z vaše spletne strani, gospod Tevš Tavčar, spletne strani Kmečkega glasa, kako je potekal prejšnji teden protest v Celju.
Še naprej spremljate vročo temo na portalu domovina.je in tema so protesti kmetov. Spoštovana gosta, videli smo sedaj proteste, tudi zadnji pogovori organizacij kmetijskih s pristojnim ministrstvom niso prinesli rezultatov. Slišali smo, da naj bi se celo protesti oziroma stavkovne aktivnosti stopnjevale in ko pojasnilo za naše gledalke in gledalce, povabili smo tudi kmetijsko ministrstvo, kjer so nam dejali, da ministrica do meseca marca oziroma aprila daljših pogovorov ne bo dajala, da bo dajala zgolj kratke izjave. Tako želeli smo, da bi se soočila predvsem z vami, mladim kmetom, gospod Kršinar, pa to ni šlo, upam, da kdaj v prihodnje. Torej, če gremo naprej, prav to, v slepi ulici ostajamo, ko ste že dejali, gospod Avčar, v začetku si je vlada kupovala nek čas in zgleda, da si ta čas kupuje še naprej. Prelagajo odgovornost z Ministrstva za kmetijstvo na Ministrstvo za okolje, pa spet na Ministrstvo za finance. Nekega pravega sogovornika in rešitev pa ni. Se pravega sogovornika v kmetijstvu že nekaj časa ni. Jaz sem ves čas nekak kritik celotne državne uprave. Če pogledate, koliko državnih uradnikov smo imeli na področju kmetijstva ob pričetku naše države, se pravi pred dobrimi 30 leti, sem izračunal en faktor, da je na enega državnega uradnika, ki dela na kmetijstvu, prišlo 800 kmetij. Danes na enega pride 197 kmetij. To smo objavili tudi že 2 leti nazaj in sem se hecal in sem rekel, pogledajte, produktivnost državnih uradnikov je padla za 4-kratnik. Tako da, veliko imamo stikov tudi z drugimi ministrstvi in moram reči, da je odzivnost državnih uradnikov zelo slaba. Ko sem bil študent, sem bral eno švicarsko študijo in ta študija je začela z uvodom in je rekla, v državi sta 2 sektorja, 2 svetova. En je državni in en je privatni. Kmečki glas se mora ves čas boriti za svoje bralce, do tega živimo. Medtem ko nekdo, ki pristane na ministrstvu kot uradnik, lahko tam počaka penzijo. In država ta trenutek išče prihranke. Ampak prihranke samo pri razdeljevanju sredstev. Nihče se pa ne pogleda v notranjo organizacijo ministrstev in svojih inštitucij, ko bi mogla enostavno narediti reorganizacijo in racionalizacijo svojega poslovanja. In če pogledamo še naprej, odnos države, da za ministrsko funkcijo predvidi osebo, ki je do vstopa v politiko kuhala kavo v domačem bifeju, je to več kot norčevanje z kmetijstva. Gospod Kršinar, mogoče ob tem podvprašanje, slišali smo uradnike, ki pa vam nalagajo takšno in drugačno birokracijo, kmetje opozarjate, te birokracije je vse več, ne zmoremo je več. Ja, res je. Mislim, vsak večer, ko prideš noter, si zmatran, da bi šel lepo počita, pa se moraš usesti za računalnik, moraš prijeti v roke papirje in se lotiti dela. In to ti vzame ogromnega časa. Predvsem pa živcev in energije, ker veliko stvari je še, govorimo zelo o digitalizaciji, ampak veliko stvari je pa še zelo iz kakšnih prejšnjih časov, kjer je treba vse izpolnjevati obrazce, oddajati potrdila takšna in drugačna, čeprav vemo, da bi lahko bilo vsi podatki zbrani na enem kupu in bi vsak lahko do tega dostopal. Druga stvar, ki me izredno moti in sem tudi opozarjal se skozi na to, je sopotnik. Mi smo kontrolirani iz satelita na vsake 2 do 3 dni. To počnejo samo še v Mehiki, pa v kakšnih tistih državah, kjer je problem droga. Satelitom iščejo, kje imajo nasade maka in podobnih stvari. Pri nas smo pa kontrolirani s satelitom na vsake 2 do 3 dni. Se pravi, meni se to zdi grozna represija. Jaz sem na to vse skozi opozarjal, ker prihaja do groznih anomalij. Jaz vem, da sem tisti travnik pokosil, javil mi satelit, da stvar ni pokošena, ker je preveč, bom rekel temu, ne zelene barve, ampak jaz na sušo, ki je bila 2 leti nazaj, ne morem vplivati. In sem avtomatsko mogel poslati pojasnila, fotografije in imeti kontrolo na terenu. Se pravi, 3-krat sem bil štrafan za eno stvar, ki po domač povedano zelo logična. Glejte, kmetje smo kmetje. Mogoče je 2% kmetov takih, ki bojo zavestno delali škodo na zemlji. 98% kmetov je pa takih in sem prepričan, da jih je res toliko, ki vemo, kaj delamo in svoje zemlje ne bi nikoli uničili, niti ne bi nikoli uničili tiste zemlje, ki jo imamo v najemu.
Gospod Tavčar, slišali smo glede birokracije, na to opozarja, se mi zdi, da iz vlade v vlado slišimo obljube, da bo te birokracije manj, pa se mi zdi, da je iz vlade v vlado več te birokracije, poleg tega pa imamo tukaj še Evropsko unijo, ki zahteva svoje. Sigurno bo treba nekaj narediti, kot sem že omenil, v Belgiji in Franciji so protestirali kmetje zaradi preveč administracije, ki jim nalaga Evropska unija. Predvsem mislim, da je evropska politika v globalu zašla v neko slepo ulico in so premalo odzivni. Hoče biti prijazni do svojega volilnega telesa, so pa v ekonomskem smislu pravilno nesposobni. In tle bo treba sigurno v bodoče narediti večje premike. Problem pa je, da imamo v politiki ljudi, ki so bili cel življenje politiki. In novih, rečem, prodornih ljudi pa ni in jih ne bo. Bi pri tem lahko prevladal tisti rek zdrava kmečka pamet, manjka te zdrave kmečke pameti? Zdrava kmečka pamet je eno od pravil, ki se ga tudi zelo uspešni podjetniki držijo in kar je dobro za mene, bi moral biti dobro tudi za državo. In zdrava kmečka pamet je pri vodenju podjetja moj moto, v vse poslovni karieri sem bil zmeri to pred sabo. To ni nobena huda znanost, ampak naredi nekaj, da bo dobro za podjetje. Ja, jaz bi tle rekel, v zadnjem času, v zadnjih letih se grozno govori o menedžerjih. Menedžer. Nihče se pa ne vpraša, da je kmet v bistvu največji menedžer. Ker če si na kmetiji in ne znaš biti menedžer svoje kmetije, se pravi, ti si v bistvu tam za vse. Moraš znati upravljati s kmetijo. Moraš biti, bi rekel temu, da ne, mehanik, električar, živinozdravnik, vse. Toliko znanja, kot ga ima kmet in toliko znanja, kot ga bomo mi s to zgrešeno kmetijsko politiko izgubili v naslednjih 10 letih, če bo šlo tako naprej. Mislim, da bomo to znanje zelo težko pridobili nazaj. Jaz sem hodil na fakulteto, kmetijsko, sem inženir agronomije in že takrat sem imel s profesorji včasih kakšne boje, ker jaz sem kmetoval. In če je profesor mene nekaj učil in sem jaz rekel, profesor, to pa v praksi ni tako, je on rekel, razloži mi. In če je bil v redu profesor, je to razumel, je rekel, aha, to bom pa dal v vednost. In sem zadnjič govoril z mojim profesorjem za travništvo, profesor dr. Vidrihom, in sva imela izredno dobro debato tudi glede zveri, ker on izredno spodbuja pašo, ampak vemo, da paša pa zveri so pa velik problem. In v Sloveniji, če bomo prerazmnožili zveri, bomo izgubili planine, izgubili bomo planinsko gorsko pašo. Jaz sem s Katarina na Ljubljano, praktično na robu mesta, če bi tako rekel, 20 minut z avtom, pa imamo medvede, šakale, rise, volkove, stalno naseljene. Ja, smem še jaz pridati? Prosim, ja. Smo dobili eno dobro idejo, kako bi prišli posneti eno novo štalo z 300 ovcami. Sem rekel, to je zanimivo. Upam, da so ovce na paši. Ne, niso na paši. Ne morajo biti. Ovce je izključno pašna žival in te živali so zaprte ves čas, ker je zunaj enostavno prenevarno. Imajo šakale in volkove v bližini in to se v Sloveniji ni dogajalo 20 let nazaj. To je enostavno sistem upravljanja z divjadi ne funkcionira. Nas konkretno že ves čas moti to, da so divjadi razdeljena na dva dela. Zverjad je na Ministrstvu za okolje in prostor, medtem ko ostala divjad je pa na Ministrstvu za kmetijstvo. To bi morali enostavno združiti pod eno streho. Tudi recimo, ko smo prej Avstrijo omenili, Avstrija se je oddaljila od evropskih direktiv, kako je treba delati z volkom. Če volka nimamo in če je nemogoče bivati z njim, ga je pač treba odstraniti. In tudi na srečo vemo, da so eni kmeti to v Sloveniji zelo dobro naredili. Je pa žalostno, da se na to problematiko opozarja že več let, ne naredi se nič. Sedaj smo slišali nedavno po pogajanjih s kmetijsko ministrstvo, z ministrico, da naj bi do nove neke skupine prišli tam do poletja, kar je za kmeta gotovo nemogoče čakati. Veste, kaj je rekel Winston Churchill? Če hočeš problem rešiti, ga dodeli enemu, da ga rešuje. Če ga hočeš ohraniti, naredi skupino 6 in ga ne boš rešil. In mislim, da smo sedaj pri tem. Spoštovana gosta, na srečanju mladih prevzemnikov je nedavno Gašper Bergant dejal:
Koliko sem jaz slišal, kaj bo kmet govoril, saj ima traktor za 100.000 evrov, ne štejem več. Mislim, da je slovenski kmet v slovenski javnosti izjemno slabo predstavljen in samo zato, ker obrača nekaj ali več denarja, mu lahko že vsak soli pamet. Mogoče še nekaj besed o tem, prosim. Ja, lahko jaz kar iz svojega primera povem. Jaz sem ustanovil kmetijo, ko sem bil star 17 let. Pri nas kmetije prej ni bilo, bila je ena krava, ampak ni bilo le mida, ne ničesar. Jaz sem to kmetijo prevzel od svoje stare mame, nisem imel nobenih strojev, samo Toma Vinkoviča, koso pa grable. In sem mogel vse stroje kupiti, hleve postaviti in nisem mogel biti mladi prevzemnik. Zaradi tega, ker kmetije nisem mogel prevzeti od nikogar, ki je ni bilo. In nisem mogel iti na ta razpis. Tako da sem mogel vse financirati iz svojega denarja. Danes imam en traktor, imam vse potrebne priključke, delam. Nisem dobil niti evra evropskega denarja za te stroje. Zdaj pa, če obrnem stvar drugače, če bi imel možnost, bi recimo, zdaj sem jaz rabil enih 15 let, da sem prišel na ta nivo, kjer sem zdaj, brez vseh pomoči. Če bi jaz takrat dobil to začetno pomoč, tistih 42.000 evrov, bi lahko postavil en hlev, tak, za majhen denar, ampak funkcionalen, in kupil bi en stroj, da bi začel. In bi recimo že v roku 5 let se lahko zaposlil na kmetiji. Tako je pa ta zadeva trajala do konca mojega študija, recimo, ne? In kljub temu sem mogel vse skozi še nekaj zraven delati, da sem v kmetijo vlagal. Koliko je takih ljudi, ki bi hodili v službo zato, da bojo pol enkrat se zaposlili na kmetiji, ne? Prav velikih ni. In iz tega vidika jaz gledam. Druga stvar je pa ta, prav je traktor za 100.000 evrov. Jaz imam traktor, ki je vreden 30.000 evrov, plačal sem ga sam in z njemu odlično delam. Razumem pa, da je potreba po večjih traktorjih, ker nihče se pa ne vpraša. Večji traktor je bolj storilen. Ti v enem hodu narediš mogoče 3 stvari, ki si mogel prej 3-krat iti in si na dolgi rok prišparil. Imamo podjetja, kjer recimo ena CNC mašina ali pa en laser stane $500,000 evrov. Pa tistega podjetnika nihče ne vpraša, od kje je njemu ta laser, zakaj ga je on kupil. Kmeta pa vidi, kmetu je traktor osnovno sredstvo za delo, ki mu je pomembno toliko kot hlev in njegova živina. Če pa gremo nazaj, prodamo traktorje. Jaz sem rekel enkrat eni gospe, ki me je vprašala, zakaj ne predelamo več. Sem rekel, gospa, kaj pa vi delate? Hodim v službo. Sem rekel, do kdaj? Do 3:30. Sem rekel, a ste vi pripravljeni od 7:30 do 8 zvečer priti k nam na kmetijo, prijeti za orodje pa pomagati, pa bomo predelali več. Ne? Če bi hoteli, da se bo cela Slovenija prehranila na ekološki način, naša kmetija je ekološka, senena, da se bo prihranila na ta način, bomo mogli vključiti vsaj 30% prebivalcev v aktivno kmetijstvo. A so ljudje pripravljeni prijeti za orodje in začeti ročno okupavati in vse delati? Jaz zagovarjam ekološko kmetijstvo, zagovarjam pa tudi integrirano pridelavo. Zaradi tega, ker mislim, da v Sloveniji, če hočemo Slovenijo prehraniti, rabimo oboje. Koliko glav živine? Pri nas je toliko različnih živali, da bi težko rekel, ampak imamo cike, jih je okrog 10-15, potem imamo okrog 80-120 koz, krškopoljske prašiče, štajerske kokoši, kunce imamo, osle, konje, pač naša kmetija je majčkeno posebna, kar se tega tiče, ampak dajemo pa velik poudarek na slovenskih avtohtonih pasmah. Dela vam ne zmanjka? Ne, Bog ne daj. Slišali smo sedaj to zgodbo gospoda Kršinarja. Gospod Tavčar, gotovo imate teh zgodb tudi pri vas zelo veliko in so svetle zgodbe, ampak vseeno jih pa je malo. So svetle zgodbe, jih je včasih treba poiskati. Seveda vidimo na posameznih področjih manjka kmetov, predvsem na manj dostopnih krajih in mislim, da bi to država mogla bolj spoštovati. Z enega samega razloga. Če pogledamo evropsko kmetijstvo, brez subvencij ni konkurenčno svetovnemu. Če gledamo slovensko, pa zaradi majhnosti slovenske kmetije tudi ni konkurenčno evropskim. Tako da imamo en od najmanjših povprečnih kmetij v Sloveniji, v Evropi in mislim, da bi se država mogla zavedati, da mora to negovati. Brez negovanja teh slovenskih kmetij bo izginila tudi kulturna krajina. In istočasno moramo se zavedati, da v primeru krize je treba skrbeti tudi za prehransko samooskrbo. To smo videli v času korone, ko je oskrba za nekaj časa malo škripala, ampak vsaka pametna država skrbi, da je lahko prehransko neodvisna.
Gospod Tavčar, gotovo pa tudi ne držijo vsi tisti miti o tem, češ vsi kmetje so kmetje zgolj zaradi tega, ker prejemajo državne subvencije. Seveda, da ne. Seveda ne. Je pa kot rečen, če se ukinejo subvencije, potem bomo 100% odvisni od uvoza hrane. To pa sigurno nihče noče. In mislim, da pričakujemo, da bo politika naredila en korak v smeri boljšega kmetijstva. Jaz bi rekel, subvencije niso zato, da kmetje dobro živimo. Subvencije so zato, da se pokrijejo stroški, da se pokrije razlika. Jaz sem takoj zato, da ukinemo vse subvencije. Ampak naj bo hrana plačana pošteno. Tudi o tem bi se dalo govoriti, za danes nam je čas že potekel. Spoštovana gosta, iskrena hvala za obisk v našem studiu, direktor Kmečkega glasa, gospod Tevž Tavčar in pa mladi kmet Žiga Kršinar. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala. Iskrena hvala, ker ste spremljali današnjo vročo temo na portalu domovina.je. Če ste jo zamudili, jo le najdite na našem YouTube kanalu ali pa se naročite na tiskano izdajo tednika Domovina. Vse dobro.